Živijo v novem vlogu. Evo, najstnim staršem sva pomahala v slovo, tako da so ostala sama in sama nadaljujeva z deli. Vmes še v času njunega obiska je prišel že tudi vodovodar, ki je trenutno začasno priklopil kopalnico na hladno vodo. Tako da zato imamo zdaj tukaj to plastično cev, ampak se bo pa ta napeljava razen kopalnice delala na novo. Tako da zdaj bo iz kleti prišla ven, tukaj spodaj pod tem hodnikom je klet, tako da tle nekje ven bo prišle cevi za hladno in toplo vodo in za radiatorje dovod in povratek. Zato moramo zdaj tukaj ta tla dvigati v tem hodniku, da bo lahko vodovodar delal, in tudi če pol naprej v kuhinji moramo tla dvigati in narediti prostor za napeljavo do pip in do pomivalnega stroja. Glede na to, da se vse dela na novo, je bil najin plan dvigati tla in jih boljš izolirati, zato ker nisem vedela niti kaj je spodaj in veva, koliko je zoprno, če te ves čas noge zebe. Poleg tega so pa hoteli itak nove cevi do radiatorjev dati, ampak je potem vodovodar rekel, da on teh cevi ne bi menil, da se mu zdi v redu stanju. Poleg tega pa zdaj, ko sva tlele dvigovala tla, sva ugotovila, da je kar veliko tegale žaganja noter, nekje od 20 do 30 cm in v super stanju je, nič ni vlažen, nikjer se ni posedel. Tako da sva se odločila, da tal ne bova dvigovala, ker nama je zelo všeč, ker pač je s tem zelo veliko dela nama prihranjenega, pa tudi časa. Tako da zdaj sva se tudi odločila, da bova v spalnici pustila tla, kakršna so, ker so nama bila že itak všeč, takoj ko smo dvignili tisto, kar je bilo čez. In zdaj naloga moja je, da odstranimo vse žebljičke, ki so v tleh, da bova jih lahko potem zbrusila. To sem počela tudi v oni hiši, ki smo jo po zimi prenavljali, in takrat sem se zaprisegla, da tega ne bom več počela, ker je res ful dosadno delo, ampak evo, niti pol leta ni preminil, pa sem spet pri istem delu. Evo, malo pavze od dela, midva se odpravljava v eno malo večje mesto, 2 uri vožnje stran. V bistvu so v Sloveniji imela svoj avto, enega majhnega Citroena, ampak sva ga prodala, ker sva vedela, da nama tukaj ne bo prišel prav. Zato ki bi pač rabila enega malo večjega, pa tudi vsi domačini so nama priporočali, da za pozimi je fino, če je 4x4. Tako da zdaj ga nekako že kar rabva, s kemperjem je ful soperno se že furati naokrog, sploh zdaj, ko bova rabila kakšne materiale kupovati in to. Tako da ga greva zdaj v to mesto pogledati, enega ugodnega Hyundaija sva našla, tako da upava, da bo v redu in da se bova jutri pripeljala že domov z obema. Bova pa v mestu zrihtala še par drugih stvari, nekaj morava iti na eno rad, eno papirologijo zrihtati, potem bova šla še tudi v eno trgovino z materialom, pa bova tokrat še s kemperjem nekaj prepeljala, ker je precej dolg, tako da bo, kar se tega tiče, vsaj dovolj prostora, po volumnu pa itek ne bova toliko materiala zdaj kupovala, res sam nekaj, kar za sproti rabva.
Pa šli bomo še v Ikeo malo pogledati, tam mora pa predvsem malo kuhne pogledati, zato da bo lahko vedela, kako je treba narediti napeljave, predvsem za kanalizacijo in za vodo, da bo približne mere vedela, kam kaj pride. Tako da ja, šla sem že danes, ker imava očitno veliko pravkov, tako da če bi se jutri peljala tja in nazaj, bi bil kar naporen dan. Tako da danes bova šla samo v Ikeo, tam prespala in potem jutri urejala še vse ostale stvari, vključno z avtom. Na manj kot pol poti sva zaslišala nek ropot, slišali se nam je sicer kakor, da bi neke zelo kamne nama zmetalo pod vozje, tako da sva se tudi takoj ustavila, ampak takoj, ko sem mogel s ceste zapeljati, sem opazil, da je volan čist trd, tako da ko sva pogledala pod pokrov motorja, sva takoj videla, da je jermen počil, kar se nam je že enkrat zgodilo v Franciji, se pravi 4 leta pa pol nazaj. Takrat je sicer precej prej že tudi piskal, ampak nisva dobila termina na servisu ta prav čas. Tokrat se pa ni nič preoglašal, tako da naj je kar malo presenetil, da se je zdaj strgal. Tako da ja, ne gre vse po planu. Tako da zdaj sva klicala asistenco in čakava avto vleko in upava, da kmalu pride. Ja, nekje smo pa vsaj 10 km stran od enega servisa, tako da upamo, da bomo imeli tam že jutri kaj cajta, da to popravijo. No, v glavnem zelo veliko se je dogajalo včeraj, tako da se niso uspela posneti in tudi danes zjutraj, no. V glavnem, kot vidite, sva v enem drugem avtu. Ja, kaj se je včeraj dogajalo prvo? 5 ur sva čakala potem tisto šlep službo in pol 10 zvečer je res prišel fant, ki je imel ful veliko dela. Je bil zelo prijazen, tako da nisva bila jezna nanj, ampak ja, smo kar nekaj časa čakali. V glavnem, bil je naslednji problem, da na Švedskem lahko on pelje samo eno osebo po zakonu, tako da je lahko šel samo eden od naju z njim, Šnapka sploh ni smela iti, drug pa je pač mogel iti na taksi oziroma si nekako drugače prevoz organizirati. Prvo je bilo mišljeno, da naj jo bo peljal v to večje mesto, ki je bilo še nekih 70 km stran. Ampak ker je bila že toliko ura in ker so vedela, da je 10 km stran tudi en servis, so prosila, če naj jo raje tja pelje in je rekel, da lahko, ampak da ni nujno, da naj jo bo vzel, ker niso zelo navdušeni kemperje sprejemati, ampak da verjetno bojo, tako da so se potem vseeno odločila iti tja. Tako da so rabila prevoz potem sem za teh 10 km. Naročila sva Uber, kar nama je bilo že tako čudno, sploh da bi tle pogoj za nogo Uber vozil, ampak zgledali je, da bo. Na koncu ga seveda ni bilo, tako da potem sva pač bila brez prevoza. Ta fant od šlep službe je bil res ful prijazen, tako da je rekel, da pač bo malo počakal z nama, potem ko so ugotovili, da Uber ne bo prišel, je Rok rekel, da bo štopil teh 10 km. In je ta fant rekel, da Švedi običajno ne ustavljajo štoparjem, tako da če ne bo dobil, da bo prvo mene peljal, potem pa se bo vrnil po Roka in še njega peljal nazaj do servisa in Šnofko, čeprav tega ne bi smel narediti. No, kakorkoli, na srečo to ni bilo potrebno, zaradi tega, ker ko je bil kemper že naložen na šleper, na tovornjak,
se je glih en avto mimo pripeljal in Rok je takoj začel štopati in se je avto usmilil oziroma voznik se je usmilil Roka, ker je videl, da je očitno kemper crknil. Tako da ga je skupaj s Šnohko potem odpeljal do servisa, čeprav v bistvu ni bil servis na njegovi poti čist, tako da je bil zelo prijazen. Jaz sem se pa potem peljala s tem fantom noč lep službe. Ja, pa so se pa danes zjutraj že ob 7, takoj, ko se je servis budil, servis odprl, so se mi zbudila, tako da so takoj šla noter, povedala, kaj je. In so naročili takoj nov jermen in set jermenic oziroma panjalcev, tako da upava, da bo to potem jutri popravljen. Mislim sigurno, da bodo jutri vzeli, upava samo, da ne bo še kakšna druga jermenica, ko mogoče niso naročili. Se ne bojo vseh kar tako premenjali, ampak za vsak slučaj so naročili, pa kar bo treba zamenjati, bo zamenjali, kar pa ne bo pa pač nazaj poslali. Tako da ja, upava, da bo to jutri potem res zrihtan. So potem razmišljala, da vseeno danes bo cel izgubljen dan tam pred servisom čakati in gledati v zrak. Tako da so se odločila, da bi rentala avto, da se lahko vseeno v to večje mesto peljeva in določene stvari urediva. In nisva nič našla, tako da sem šel pol noter na servis vprašati, če imajo oni kakšno informacijo. Ona je na servisu, na recepciji je potem ta mene poklicala in rentakar, ki je 20 km stran, ampak bi mogla tja 20 km stran priti, iskati po avto, tako da pol je rekla, da lahko vzameva njihov služben avto, da greva po rentakar, da se vrneva nazaj in vrneva njihov služben avto. Pa kar ugotovila, ker sama je rekla, da to nima glih nekega smisla, da lahko imava ta njihov služben avto do jutri zjutraj, da ni problema in sem vprašal, kakšna je cena. In je rekla, ja, da ni velik, da se bomo jutri dogovorili, ampak sem vseeno rekel, da bi vseeno pač rajši rad vnaprej vedel ceno. Pa je rekla, da to ne bo velik, da mogoče samo za bencin, da dava in da je to. Tako da res so zelo, zelo prijazni, tako da zdaj se peljeva v tem Fordu pick-upu, tako da ja, kar zanimiv razplet, upava samo, da bo jutri kemper zrihtan. Ja, bilo je smešno tudi, da ko so se usedla, so ugotovila, da oni v bistvu nobenih podatkov naju nimajo, nisva pustila ključev od kemperja, niti najne osebne, ničesar, pa tudi ko iskala ključe od tega avta, ko so si ga sposodila, ni vedela, kje je, pa jih je tam po pisarni iskala in potem je ugotovila, da so v bistvu ključi v avtu že vtaknjeni not, tako da sem mogla videla samo še zalaufati. Tako da čist nepredstavljivo za nas, no, takšna stopnja zaupanja, tako da sem jim ful hvaležna za to uslugo. No, sva na poti nazaj, bil je zelo naporen dan, ampak tudi uspešen. Prvo je izgledalo, da bo neuspešen, zato ker sva šla pogledati tisto avto Hyundai, ki sva ga gledala prej na netu in ugotovila, da ima kar velikih težav. Tako da sva se pol odločila, da ga ne vzameva. Pol sva šla še k enemu drugemu, temu dealerju pogledati enega Suzukija, ki je tudi neki ropotalno v motorju, tako da se tudi zanj niso odločila. In pol sem bila že totalno utrujena in sem šla še k tretjemu dealerju. Ja, tam sem šla pogledati eno Škodo Octavio, za katero niti niso bila neki ful zainteresirana, ampak sem šla čisto pogledati, ker je bila tudi na najni poti še, se pravi Škoda Octavia Caravan. In takoj, ko sem jo videla, je bila obema ful všeč. Minus, zaradi katerega nisem šla takoj gledati, je to, da je nekoliko nižja, podvozje je malo nižje, ampak ja, ima pa res toliko veliko prostora, da sva se oba kar zaljubila vanjo. In tudi, kar se tiče ohranjenosti, je bila precej boljše ohranjena od ostalih avtomobilov, ki sva jih gledala. Tako da ja, upava, da nama bo dobro služila in da ne bova z njo kupila preveč težav. Pa vseeno je tudi 4x4, ker so nama domačini priporočali, da je dobro, da je po zimi in precej nove letne in zimske gume oziroma zimske ježevke, tako da ja, upava, da bo v redu. Ja, se pa sicer še vedno skupaj vozva nazaj, zaradi tega, ker mora najprej, to je prodajalec, da mora firma najprej denar dobiti
pa lahko vidva avto odpeljava, sva pa pogodbo že podpisala. Zdaj upava, da bo to čim prej se sprovedali in da ga lahko odpeljava in da bova malo bolj mobilna. No, kot vidite, smo spet v kemperju, kar pomeni, da je zrihtan. Danes zjutraj so prišli deli in potem so ga tudi uspešno popravili, tako da sva zelo zadovoljna. Sva pa obenem tudi zelo presenečena, zaradi tega, ker sva seveda hotela pač na koncu dneva plačati to popravilo. In sta bila tam samo še mehanik in lastnik tega servisa, punca, ki izdaja račune in ki je pač na recepciji v sprejemni pisarni, je že šla domov, ker je že do ura. Tako da je lastnik rekel, da se je v redu, da bova že plačala enkrat, ko bova šla mim. In midva sva bila ekstremno presenečena, zaradi tega, ker je to rekel še preden je zvedel, da imava midva tle hišo in da tukaj živiva. On je mislil, da sva pač običajna turista, ki potujeva po Švedskem. Tako da sva bila sploh čisto šokirana, kako zdaj on misli, da zdaj ne bova plačala. Ampak ja, očitno Švedi res ekstremno zaupajo. Tako da ja, zelo sva vesela, da so nama včeraj tudi avto posodili, zjutraj sva tja nesla te cimetove kolačke, sva jih šla v Lidl iskat v zahvalo, plačala bova pa pač verjetno naslednji teden oziroma ko bo naslednjič šla mimo. Ja, res so bili ful prijazni. Sva pa zdaj takoj, ko je bil zrihtan kemper, zalaufala in šla in se peljamo nazaj spet do onega velikega mesta. In tokrat upava, da bova pa zdaj res tudi z avtom nazaj prišla, naj bi bilo zdaj vse urejeno, tudi plačilo je šlo v redu skozi, tako da računava, da se bova vrnila s temi avti. Smo se uspešno pripeljali domov z avtom in s kemperjem. Kemper sva zdaj parkirala in ga ne bova več uporabljala za v trgovino in take krajše vožnje. Upava pa vsem, da bova še to poletje šla tudi na kakšen krajši izlet za kakšen vikend, če bo le čas dopuščal. Za avto pa tudi upava, da nama bo dobro služil. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!